Spet je ponedeljek in na spletni strani delo.si čas za športni pogled. To pot kot tonski zapis, pogovor z našim poročevalcem iz atletskega evropskega pokala v Kaunasu, Vitom Divcem. Pozdravljen, Vito. Pozdravljen. No, za tabo je dolga pot nazaj domov iz Litve. Naši so se tam izborili napredovanje v drugi kakovostni razred svetovne atletike. Po to so tudi šli. Kaj pa individualni rezultati? So bili na ravni pričakovanj? V bistvu niso bili, ampak to niti v tem trenutku, niti za reprezentanco, niti za slovensko atletiko ni bilo pomembno, pač ker nekako ta ekipna tekmovanja so imeli neki drugačen modus, drugačen naboj in pravzaprav vsi so šli tja usvojiti maksimalno število točk, kar je možno, in se vrniti v tako imenovano prvoligaško konkurenco. Naša atletika v zadnjih letih ne blesti ravno, če izvzamemo nekaj svetlih izjem, predvsem Primoža Kozmusa. Se krivulja kaj obrača navzgor, se pojavljajo kakšni mladi, ki bodo recimo prevzeli štafeto za temi, ki so dosegali vrhunske rezultate v preteklosti. Jaz sem se pogovarjal s Kozmusom in sva približno, je bil zadovoljen, da se je pokazalo nekaj obetavnih mladincev. Pravzaprav je pa slovenska atletika svojo omejenostjo po številu tekmovalcev, po številu pač ljudi, ki se z njo ukvarja, pač obsojena na pač nihanja, na posameznike, ki bliskovito izstopijo, naredijo in so pač se prebijo svetovni vrh. Zdaj, da bi lahko govorili o kakšni prav posebni slovenski disciplini, ne moremo, ker pač kaže zgodovina. Je bila Brigita Bukovc, je bil Borut Bilač, je bila Alenka Bikar, so bili recimo Kozmus je prišel. Se pravi, da te discipline kolobarijo. Je bila Jolanda Čeplak, recimo, ker je zdaj recimo te srednje proge so relativno bile slabe, ampak nekako v zadju se kažejo prav na teh srednjih progah dve zanimivi osebi. Eden je Žan Rudolf, o katerem pač smo že veliko slišali v lanskem letu. Druga je pa Maruša Mišmaš, to je ena brhka deklica, ki je zanimivo, ima razpon teka od 400 do 3000 oziroma 5000 metrov. Po mnenju strokovnjakov ima vse možnosti, da pride v višji svetovni razred. Njen trener Vujasin pravi, da je v bistvu načrtoval vse neke te stvari, ki jih je dosegla, zdaj je načrtoval za kakšno drugo leto, v bistvu da bi svoj nekak prvi, da bi vstop v ta svet elite, da bi jo imela recimo na olimpijskih igrah v Riju. Zadnje še nekaj obetavnih, pravzaprav je pa v bistvu se vedno tle lomijo kopja na tem, na kakšen način, kam usmeriti, recimo štafete, ki so nekako ogledalo vsake reprezentance, so bolj trhle in pač na novem vodstvu je, da se pač za to strategijo preusmeri v te stvari. Kakšna sedanjost in ocena letošnje sezone bo najbrž padla po svetovnem prvenstvu v Moskvi, čez mesec pa pol se bo začelo. Kaj ti tam pričakuješ? Vsi se začakamo, kaj bo storil Primož Kozmus, ki prinaša kolajne iz vsakega prvenstva, na katerem nastopi v zadnjih letih. Ja, če ne bo imel kakšnih posebnih poškodb, mislim, da kolajna ni vprašanje sam Lesk. Tega se tudi sam zaveda, zdaj ima neko poškodbo gležnja, ampak zaradi tega ni nobene panike zaradi tega. Drugi bojo pač, imamo šanse, priložnost za par finalistov, tak pokošarkarsko zanesljiv zadetek je recimo Rate Martina, Barbara Špiler, Snežana Rodič, tudi po tem, kar kaže zdaj. Tako da je to nekaj par, mogoče celo veliko več, kot smo pričakovali nekako, ko smo bili vsi usmerjeni v Kozmusa. Ali tukaj še Tina Šutej, Rožle Prezelj, ki pač vedno
tudi na največjih tekmovanjih vedno pač pride do finala, ne. Tako da mogoče da ta Moskva niti ne bo tako slaba, kot se zdi mogoče iz tega zornega kota pa z začetka sezone. Recimo, če bomo imeli polni sprejem, torej koliko finalistov? Na 3-4, jaz računam. In eno kolajno. Ja, kolajna. Zame je bilo največje presenečenje svetovnega prvenstva, če Kozmus ne bi osvojil kolajno, ker pač on je že, recimo, že to, da se pojavi na terenu, se v nam hlače tresejo, ne. Pač, dobro, zdaj ima Parsa, ki je boljši in verjetno tudi, mislim, možnosti za zlato kolajno bo odvisno predvsem od Parsa, ne od njega. Drugače pa je pa, mislim, ima vse, kar potrebuje veliki šampion, se pravi, ve, koliko je sposoben, ve, na kakšen način pride do kolajne, konkurenca, on pač vedno stopnjuje formo in je vedno na olimpijskih ali pa svetovnih prvenstvih najboljši. Večina teh tekmovalcev naredi neki vrh in potem pač, ko pride velika tekma, pa se malce zgubijo. Na Kaunasu je vrgel koliko? 72 metrov, kar je sicer daleč od tega, kar bo potreboval v Moskvi. Kakšna je zdaj ta poškodba, koliko ga lahko ovira v nadaljnjih pripravah? Ja, v bistvu gre za neko nerodnost, ki je pač si je zvin. V Kaunasu je metel ravno toliko, kar je potreboval za zmago, ni hotel nič tvegati. Prvi met je poskušal, sam pravi, da nima slabega, oziroma da ima dober občutek, da je močen, zelo, tudi parametri, ki mi jih je pripovedoval, kažejo, da ima izjemno moč. Zdaj, vprašanje je samo zdaj ampak pri njemu je to tako, ne. Leta 2008 je imel 3 tedne pred olimpijskimi igrami eno precej hujšo poškodbo in pač se je odločil in je šel preko vseh teh bolečin, preko vseh teh težav in je mirno osvojil zlato kolajno, čeprav je bila zelo velika panika v ekipi, ker niso vedeli, kaj bojo naredili, ali bo počival ali ne bo, kaj. Na koncu se je on sam odločil in je rekel, tako bo in tako je šlo. In je pač osvojil zlato kolajno. Tukaj je zdaj sam svoj trener. Ko smo se pogovarjali o tem, koliko sebe pozna, svoje telo, svoje in vse, kar rabi, ne, pač očitno je na tej ravni, da pač lahko kolajno. Sicer pa je dosti realen človek, tako da ne bi on kar tako brez veze nekomu, nisem razlagal, da bo do 2016 tekmoval, ker sem prepričan, da tam računam na kolajno. Tudi v Rio? Ja, 100%, mislim pač, če ne bo poškodb, ne bo pač tudi tam. Torej, Primus in Kozmus še lep čas ne bo pozebal, lahko rečeva? Ja, jaz mislim, da ne. Hvala lepa, Vito, in naslišanje še kdaj drugič. Okay.